Drage sestre, dragi bratje, fratelji, sorelle, scout, avtorita. Vse življenje si boš grel roke ob ognju svoje mladosti. To misel smo večkrat slišali in danes se potrjuje. Mnogi smo odraščali ali odraščamo ob skautskem ognju. Ne le ob prasketanju tabornega ognja, temveč tudi ob idealih, ki so nam še vedno dragi. Današnja slovesnost, ki ima dolgo zgodbo, nadgrajuje sodelovanje med skautskimi organizacijami na Tržaškem. Med njimi je tudi naša slovenska zamejska skautska organizacija, rojena leta 1951 kot slovenski tržaški skauti. Naj tu omenim, da bodo posmrtne ostanke ustanovitelja in prvega duhovnega vodje naše organizacije Lojzeta Zupančiča kmalu prenesli od Svete Ane na pokopališče v Boljuncu. V Boljuncu je bil namreč gospod Zupančič župnik. In to bo nova priložnost za srečanje, saj mu mislijo pobudniki, vaščani iz Boljunca, na nagrobnik napisati ustanovitelj slovenskih skautov na Tržaškem. V teku je tudi nabirka. No, odnosi med skautskimi organizacijami na Tržaškem niso bili vedno odlični zaradi nekdanjega splošnega, političnega in ideološkega položaja. A prav skauti in skautinje so začeli zgodaj z zbliževanjem. Lahko se spomnimo na različne pobude, na izmenjavo betlehemske luči, na krasne pobude ob stoletnici skautizma leta 2007, na dejavnosti odraslih skautov. Vse to utrjuje tisto bratstvo, ki sodi med temelje skautizma. Dragi skauti, če ste že gledali igro Peter Pan, se najbrž spomnite, kako je gusarski poglavar stalno pripravljal svoj poslovilni govor. Kajti bal se je, da bi ne imel časa zanj, ko pride na njega vrsta za slovod življenja. Z menoj je ravno tako. Čeprav še ni nastopil trenutek moje smrti, bo kmalu v teh dneh. Zato bi vam rad poslal nekaj misli v slovo. Zavedajte se, da je to zadnje, kar boste slišali od mene. Zatorej vse temeljito premislite. Živel sem presrečno življenje in slehernemu izmed vas želim enako. Verjamem, da nas je Bog postavil v ta imenitni svet zato, da bi bili srečni in bi uživali uspešne kariere, niti od pretiranega prizanašanja samemu sebi. Korak k sreči je pridobiti si zdravje in moč za zdaj, ko ste še fantje in dekleta, da boste koristni in tako uživali življenje kot možje in žene. Preučevanje narave vam bo pokazalo polno lepih, prekrasnih stvari, ki jih je Bog ustvaril, da bi uživali v njih. Bodite zadovoljni s tem, kar vam je dano, in napravite z njega kar največ. Ne glejte mrke, temveč svetlo plat stvari. Toda prava pot k sreči vodi preko izkazovanja sreče drugim. Poskusite zapustiti ta svet za spoznanje boljši, kot ste ga prijeli, in ko boste vi na vrsti, da vzamete slovo od življenja, boste to storili, srečni in v prepričanju, da ste dali vse od sebe, ne da bi zapravljali svoj čas. Bodite pripravljeni srečni živeti in srečni umreti. Nikoli ne prelomite skautske prisege, tudi ko ne boste več otroci. Naj vam bo Bog vaš pomaga pri tem. Vaš prijatelj Robert Baden-Powell. Abbiamo una lettrice, giovanissima. Skautka pesem zdaj na dloni, preko zemlje do neba. In na zemlji v nas ljubezen do prirode in Boga. Vedno združi naše srca in razsonči na mladost, na ljubezen bomo znali vse razgađati radost.
Salska pesem, ti nas spremljaj, skozi boje noči in dan. Čez valove v nas privedi, družno zmagovit pristan. Vedno združi naša srca in razsonči nam mladost. Na ljubeče bomo znali vsem razražati radost. Na ljubeče bomo znali vsem razražati radost. Bene, adesso ci salutiamo.